Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, in nazadnje, ko sem razmišljal, kateri kriptoprojekt bi mi naslednji raziskali, mi je padlo na pamet, mi še nismo imeli nobenega stablecoina. In tako sem se odločil, da gremo raziskati kar največjega, in to je Tether. Pa dajmo si pogledati, kaj najprej ta projekt sploh je. Imam tukaj že pripravljene zapiske, torej USDT oziroma Tether je stabilni kovanec, stablecoin, vezan na ameriški dolar v razmerju 1:1, kar pomeni, da je zasnovan za ohranjanje stabilne vrednosti. Izdaja ga podjetje Tether Limited, ki trdi, da je vsak USDT podprt z ustreznimi rezervami v tradicionalnih valutah in drugih sredstvih. USDT se pogosto uporablja za hitre in poceni transakcije, zaščito pred volatilnostjo kriptotrga in kot likvidno sredstvo na večini borz. Na voljo je na več blockchainih, vključno z Ethereum, Tron, Solana in drugimi, kar omogoča široko uporabo v svetu DeFi in kriptotrgovanja. No pa dajmo si pogledati zdaj, kakšna investicija bi to bila, če sploh je, zaradi tega, ker tukaj se gre za stablecoin, tukaj, kot sem že prebral, se gre bolj za varnost pred volatilnostjo, torej če pride do kakšnega paca, da se potem, da se prepreči izgube, pač premenja v Tether. No, in kar se tiče samega projekta, prvi segment, tukaj je vse jasno, podrobno obrazloženo, tudi ko pogledamo po njihovi spletni strani, lahko vidimo, takoj izvemo, zakaj se gre tukaj. In seveda tudi bela knjiga je zelo lepo posegmentirana in lepo jasno obrazložena. In seveda tudi cilja na realno industrijo z jasno potrebo po blockchainu. Tako da v prvem segmentu je vse super in tukaj dobijo 15 točk od vseh možnih 15. Naprej, drugi segment imamo ekipa in podpora, kjer malček preverimo, kdo vse je v tej ekipi, kakšna znanja imajo in seveda, kakšno financiranje in podporo so imeli že odprej. Pa dajmo si pogledati tukaj na cryptorank.io in tukaj imamo celotno ekipo, pa si bomo pogledali kar tega, Paolo Ardoino. On je CEO, da vidimo, kakšna znanja ima morda že kaj odprej, to je, mislim, izkušnje. In on je prej delal kot CTO za Bitfinex in še prej kot Chief Strategy Officer za Hole Punch. Tako da, ja, vsekakor znanje, tudi znanje, kar se tiče blockchaina, tukaj vsekakor je. Zdaj, kar se tiče podpore, tukaj nimamo posebej zavika, ampak kot vemo, je v ozadju za Tethrom kar precej takih znanih podjetij. Tako da za tale drugi segment dobijo tudi 15 točk od vseh možnih 15. In tretji segment, blockchain in žeton, tukaj je vse jasno, blockchain oziroma uporaba blockchaina in žetona sta vsekakor upravičena, tako da dobijo 10 točk od vseh možnih 10. Naprej imamo napredek in cilji, kjer malček preverjamo, kako kaj obveščajo svojo skupnost, svoje sledilce. In tukaj imajo svojo spletno stran Transparency, kjer zelo lepo obveščajo svojo skupnost in svoje sledilce, kaj in kje se kaj dogaja. Recimo za svoje reporte in rezerve, trenutne bilance, imajo vse številke tukaj.
In poleg tega imajo tudi spletno stran, kjer imajo svoje novice in tukaj lahko tudi vidimo, da kar lepo in vestno objavljajo. Tako da to je super. Za ta 4. segment napredek in cilji dobijo 5 od vseh možnih 5 točk. Tehnična analiza. Ne vem, če bi se splačalo tukaj sploh kaj gledati, ker se gre za stablecoin. Zdaj, glede na opcije, ki jih imam tukaj na voljo, pač moram izbrati nevtralen trend. Sicer volumen je zelo velik, kot vidimo na zelo uglednih menjalnicah, tako da tole je super. In seveda, kar se tiče RSI, tukaj tudi ni nič kaj zagleda zaradi tega, ker imamo nejasen trend, ker se gre za stablecoin, ki je vezan z dolarjem. Tako da tukaj pač moramo označiti samo zaradi tega, glede na opcije, moram dati 11 točk od možnih 15 točk. Naprej imamo sentiment, to je, kjer pogledamo, koliko sledilcev kaj imajo. In dajmo si pogledati tukaj na dnu spletne strani, imamo povezavo na X. Tukaj imajo 525.000 sledilcev, kar je kar super številka. Potem imamo YouTube, kjer imajo 948 sledilcev. To je bolj malo, ampak po mojem se ne posvečajo toliko YouTube. Potem, kaj imamo še tukaj? Telegram. Tukaj imajo 68.000 sledilcev, kar v redu številka. In pa še Facebook nas ponavadi zanima, če ga slučajno imajo. Tukaj imajo 16.000 všečkov in 20.000 sledilcev, kar je tudi kar v redu številka. Tako da ja, kar se tiče sledilcev, imajo v redu. In tudi kar se tiče sprejemanja iz strani resničnih podjetij in tržnih niš, vemo, da tukaj je vsekakor v ozadju, tako da tudi za tale 6. segment, sentiment, dobijo 10 točk od vseh možnih 10. In na to imamo certik varnostno preverjanje, kako jim je šlo kaj, in vidimo tukaj, da ga nimajo. Oziroma, en audit, ena revizija je bila narejena, ampak ta je od leta 2019. Tako da žal tukaj niti ne vidimo, če imajo kakšne težave ali karkoli, tako da ja, to je malček slabo. Je pa sicer kar visoko uvrščen na certik lestvici in sodi med sam vrh, med top 20%. Tako da za tale segment dobi le 5 točk od vsega 25 točk. In skupna ocena tako je 71 od 100, kar tale projekt uvršča med povprečno potrebnih je več raziskav. Samo malček več pa bi lahko že prišel pod dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. In to je naša raziskava o USDT-ju. Kar zanimiva raziskava, moram reči, zaradi tega, predvsem zaradi tega, ker je šlo za stablecoin. Ampak kaj si vi mislite o tem? Kar komentirajte spodaj, tudi če smo morda kaj izpustili, bo vsekakor pripomoglo k oceni. Priporočamo se tudi za kakšen všeček. Naročite se na kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!